Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliraju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. No, danes gostiva Gorazda Rajha iz podjetja Pilon. Pozdravljen, Gorazd. Pozdrav obema, živijo tudi poslušalcem. No, Gorazd je bil že gost skoraj pred letom dni v 9. oddaji, kjer smo govorili o novostih takrat nove izdaje programa Arhicad 20. No, to pot jasno, ker je leto naokoli, govorimo o novostih pravkar izdanega pač nove verzije programa Arhicad 21. Tako da, če se ne motim, je bila taka svetovna premiera tega programa v začetku junija. Slovenska premiera pa je doživela pač ta nov program, mislim, da je v petek in pa potem v ponedeljek, se pravi par dni nazaj, 26. oziroma 23. je bil nek dogodek v Mariboru in potem 26. v Ljubljani. Tako da, Gorazd, morda predno gremo na sam program in novosti, ki jih je kar nekaj tudi takšnih zanimivih za BIM-ovce. Lahko v parih stavkih poveš nekaj vse, ravno toliko, da poslušalci, ki niso slišali tebe govoriti v 9. oddaji, zvajo nekaj o tebi. Torej, v Pilonu skupaj z mojim sodelavcem Matjažem Likebom sva partnerja. Tukaj se že od leta 2002 ukvarjava s Arhicadom, praktično izključno z Arhicadom. On ima še malo daljšo zgodovino. Z Arhicadom se je začel že konec 80. let ukvarjati v tedanji firmi Jabolko, ki je bila zastopnik. No, jaz sem se mu pridružil leta 2002. Ves čas, drugače sem po izobrazbi inženir strojništva, ampak ves čas se ukvarjam s CAD sistemi. Svoje dni dolgo časa nazaj s programom CADI, ki je bil še na DOS-u, pa potem na Windowsih, potem s bolj strojniškim paketom SolidWorks in malo za kratek čas sem presedlal na hardware. Za Silicon Graphics sem bil zastopnik oziroma v podjetju Aster, ki je bilo zastopnik za Silicon Graphics. No, od leta 2002 pa, se pravi že 15 let, pa z Matjažem bolj ali manj izključno Arhicad in vse, kar je okrog njega. Ja, no, zgodovina je žene. Ker nekaj ste že dali skozi tudi par programov, vmes že zginili, pa to jaz sem vedno impresioniran nad imenom Silicon Graphics, ker mislim, da se ga veliko ljudi sploh ne spomni več. Ampak ja, danes smo se tudi dobili zato, da bi malo povedali, kakšne so kaj novosti, ki so uvedene v novo verzijo Arhicada. Pa zdaj preden začnemo pač s temi čisto novostmi, bi jaz imel eno vprašanje, a je kaj takega, kar te je presenetilo ali je bo vse bolj kot nepričakovano? Ja, če govorimo o novostih v Arhicadu, moramo vedeti, da mi kot zastopnik imamo že od vsega začetka, v bistvu smo malo soudeleženi pri razvoju, tako da zares vse te novosti zvemo veliko prej, kakor so te uradne predstavitve. Tako da nekaj par novosti že vemo okrog 22, ampak ne, to še ostane skrivnost za naslednjo oddajo drugo leto. Tako da zares ne. Kakšnih presenečenj, 2-3, ki bo mogoče potem malo bolj podrobno predstavil, ker jih niso tako na velik zvon obešali in smo jih zaznali oziroma odkrili bolj kot ne po naključju, ko smo bili beta testerji, drugače pa zares ne. V redu. No, vse v bistvu mogoče samo nadaljevanje tega vprašanja, ampak ker v redu veš pač stvari ali te pač nekako, jaz sem dobil tam, ker sem bil na predstavitvi v Ljubljani, dobil nek splošen občutek, da zadeva gre zelo nekako v arhitekturno smer. Pa me je v bistvu kar takoj popravil, da se motim, da temu ni tako, ne? Ampak tudi recimo
pač ljudi, ki sem jih opazoval okoli sebe, vi imate sigurno na Pilonu bolj pregled oziroma podatke, kdo je odkot, ampak jaz sem imel občutek, da je večina je arhitektov. A se v bistvu kaj motam ali je v bistvu bil tak napačen občutek, ki sem dobil? Ne, zares ne. Občutek je čista prav. Velika večina naših uporabnikov so arhitekti. Arhicad ima že skozi svojo zgodovino, je bil kot idealno orodje za manjše arhitekturne biroje. Zdaj ta pojem manjši je v svetu čisto nekaj drugega kot pri nas. Pri nas manjši biro se razume 1, 2, 3. V svetu je to manjši biro 50 do 100 arhitektov. Nekoč tradicionalno vse, kar je bilo več kot to, je obvladoval AutoCAD s svojim 2D risanjem. Pri nas je pa to majhen drugač, velikih birojev zares v takem svetovnem merilu sploh nimamo. Tako da res stranke so v glavnem arhitekti, je pa v zadnjem času ogromen zanimanja iz gradbenih firm. Ne bom rekel zdaj izključno za Arhicad, ampak za BIM na splošno. Temu se verjetno imamo zahvaliti kar nekaj zagnanim ljudem na gradbeni fakulteti v Mariboru in Ljubljani, ki moram reči, da so v primerjavi s profesorji na arhitekturnem fakulteti dosti bolj odprti za BIM, ne želim kogarkoli v nič dajati tudi na arhitekturni fakulteti, ampak mislim, da gradbeniki veliko bolj grabijo vse te novosti kot arhitekti. Uporabniki naši so pa dejansko, bi rekel, 90% arhitektov. Ja, ker je v bistvu slišati tako mal paradoks. Paradoksalno. Ja, ampak dobro, pustimo to za kdaj drugič, bomo videli, kako se da. Pač najbrž razlogov za to, zakaj je temu tako, je najbrž velik, ampak dajmo vsem kar zvoziti z novostmi. Jaz sem sicer v tele pač podlago za današnji podcast nekaj pripravo, ker se mi je zdelo, da so tiste glavne točke, pa sem kot prvo napisal algoritmičen dizajn. Pa Gorazd, zdaj povej ti, kaj več o tem. Zdaj algoritmični dizajn je zadnjih nekaj let, kar je ena taka buzzword v arhitekturnem projektiranju po svetu. Tudi pri nas je kar nekaj birojev, nekaj arhitektov, ki to dodobra izkoriščajo. In zdaj algoritmični dizajn je dizajn, ki je kot že po imenu, nekako pogojen z nekim algoritmom, z neka matematika je tukaj zadaj. In tukaj se prvenstveno, ali pa začelo se vse skupaj na oblikovanju fasad, na oblikovanju kakšnih zelo specialnih pohištvenih elementov in tako naprej, kjer so zadaj neka matematična pravila in oblika, se pravi projekt, potem sledi tem matematičnim navodilom, ki jih zelo enostavno spreminjamo. Imamo nekaj spremenljivk, lahko jih je par, lahko jih je zelo veliko in na osnovi teh spremenljivk se nam sama oblika stavbe ali pa nekega elementa na stavbi spreminja. Tukaj je bilo, zares tukaj ni novost v Arhicadu, da smo se tega lotili. Zares je bila to novost lansko leto, ko smo naredili prvi dodatek za sinhronizacijo med programom Rhino in Arhicadom. Ta dodatek se imenuje Grasshopper Connection. Grasshopper je dodatek na Rhino, ki omogoča ta algoritmičen dizajn. No in naredili smo povezavo med obema svetovoma, se pravi med dizajnom in pa med BIM aplikacijo. Tako da letos, kar je novega, je nekaj dodatnih funkcij v tej povezavi. Zdaj lahko naslavljamo tudi cone, se pravi prostore, spaces, kot v kakšnih drugih BIM orodjih temu rečejo, neposredno preko te Grasshopper povezave z Arhicadom.
Ja, v bistvu sorry, Robi, ker sem uskočil noter. Skratka, tam na predstavitvi se je zdela ta povezava, mislim, tako zelo stabilna. No? Jaz sem ponovadi tako malo zastrižen z ušesi, v bistvu, da so kakšne takšne povezave, ki nimam najboljših izkušenj, ampak morda je to zgodovinsko pogojeno, v bistvu, ker so se kakšne takšne stvari delali, ampak vsaj za tisto, kar je bilo predstavljeno, zgleda zelo lepo in v bistvu pač neko tekoče delovanje, v bistvu brez, da je bilo za uporabnika, ne vem, otežiti mu prav veliko dela, v bistvu s tem dodatnega naredili, ne. Torej, res je, zdaj v tem letu, kar je ta povezava zunaj med uporabniki, se konstantno razvija, vsakih nekaj mesecev je kakšen update za ta Grasshopper Connection, tako da ja, se pojavijo kakšne težave pri zelo kompleksnih teh algoritmih v Grasshopperju, predvsem zato, ker tukaj moramo vedeti, da v Rhinotu naslavljamo elemente iz Archicada. Se pravi, ta povezava mora biti ves čas aktivna, naslavljamo tako objekte, zidove, plošče, strehe in tako naprej, kot atribute, teksture in te stvari do zadnjih parametrov oziroma lastnosti teh objektov. Lahko v Grasshopperju določamo cene, razne požarne odpornosti, skratka tisti negrafični del, in tukaj je kar veliko prometa med obema programoma. Prvo, kar je, uporabnik mora dobro poznati Rhino, Grasshopper in Archicad, imeti mora dober računalnik, potem pa zadeva funkcionira dejansko tekoče. Nekaj pogojev je, kakor smo zdaj slišali, da je teka tekoče, pa v bistvu verjetno res predpogoj, da to res deluje, ker drugače ljudje pač tega ne bojo uporabljali. Ja, tako je. Zdaj, tukaj moramo vedeti, tudi algoritmičen dizajn, to ni za vsakega, to ni za vsako hišo, za vsakem projektu. Treba je vedeti, kdaj se tega zares poslužiti, in tisti, ki to obvladajo, dobijo veliko prednost. Tukaj naj povem, da je ta povezava je bila razvita na pobudo danskega biroja BIK, ki je dejansko želel ostati na Rhinotu, kar se tiče konceptualnega dizajna, in so iskali rešitev, kako bi to povezali z Archicadom, ki ga uporabljajo. In tukaj je bilo ogromno narejenega prav v biroju BIK. Fantje iz Graphisofta so se dejansko preselili za nekaj časa, nekaj teh fantov v biro, kjer so ugotavljali, kako tam delajo, kakšno povezavo potrebujo, in so tako izluščali tisto, kaj potrebujemo zdaj, takoj, kar so lansko let predstavili, in kaj zdaj vsako leto dodajamo zraven. No, super. Če gremo po telih novostih naprej, še ena takšna, recimo arhitekturna zadeva, ki je bila predstavljena, je modeliranje stopnic in ograj. Lahko spet v pari stavkih razložiš, kaj je zdaj tisto novo. Jasno, da so se dale stopnice že prej narediti, ne? No, sej, to sem tudi jaz hotel vprašati, zato ker se spomnim še od mojih poskusov modeliranja stopnic Archicada, pa vem, da je bilo to. Zdaj se mi je, da je to orodje za modeliranje stopnic Archicadu še iz enih res prejšnjih časov. Tako da me zdaj zanima, kaj je novega. No, je še vedno treba meriti, ali koliko je s tem? Torej, res ta občutek je ta prav orodje za stopnice, tako imenovani StairMaker, ki je bil znotraj stopnic, je bil dolgo časa nazaj kot nek zunanji dodatek add-on, pa so ga potem integrirali noter v Archicad. To mislim, da je prišlo v verziji 7 ali 8, tam je postal integriran del. In dejansko se od takrat naprej se je spreminjalo, doživelo samo take lepotne napake, lepotne popravke. Pred cirka 4 leti so se pri Graphisoftu lotili detaljnega renoviranja tega orodja, oziroma začeli so ga delati na novo.
zelo kmalu so ugotovili, da ne bo mogoče v eno orodje strpati vsega, se pravi in stopnic, in ograj, in klančin, ramp. Tako da so projekt potem razdelili na 3 dele. Prve 2 sta zdaj nova v ArchiCAD 21, klančine pričakujemo v naslednji verziji. Tako da, ja, zdaj v Sloveniji dejansko ni bilo zelo veliko pripomb okrog stopnic. Ne vem, ali imamo tako enostavne objekte, tako enostavne stopnice, tako da dosti pripomb ni bilo. Pripombe so v glavnem prihajale iz Amerike, Avstralije, kjer imajo malo drugačen način projektiranja. Pripomb je bilo pa pri nas ogromno okrog ograj. Tistih nekaj ograj, ki so bile zraven, so bile sicer za prvo silo, za kakšne idejne zasnove že v redu, niso bile pa nič prilagodljive, nič se ni dalo spreminjati, razen če si ograje naredil čisto po svoje. Pri kompliciranih stopnicah se je vsak poslužil nekih kakšnih obvodov, malo je kaj naredil kot objekte, vstravil svojo knjižnico, pa je nekako šlo. No, za 21, ko smo pa dobili čisto novi orodji za stopnice in ograje, in bistveno pri njiju je, da sta narejena na podoben način, kot je orodje za obešene fasade. Tisti uporabniki ArchiCAD-a, ki ga uporabljate že nekaj let, veste, da obešene fasade so kot en element, kateremu določimo pravila, velikost panelov, razmiki in raster, in potem ta objekt enostavno vlečemo po tlorisu, 3D prerezu, kjerkoli, in se nam ta raster po določenih pravilih ponavlja. Potem pa z enostavno klikom na en gumbek Edit lahko dostopamo do vsakega sestavnega dela teh obešenih fasad. Enaka zadeva je zdaj pri stopnicah, se pravi, mi imamo določena pravila, ki jih pač pridejo že s programom, lahko si jih prilagodimo tudi sami, po katerih se naj stopnice ali pa ograje izrisujejo. Na to pa, ko imamo te stopnice, enostavno s klikom na ta gumbek Edit popravljamo lahko do zadnjega detajla vsak najmanjši sestavni del konstrukcije stopnic ali ograj. Ni več potrebno vnaprej vedeti, koliko dolge bojo stopnice, ni treba stopnic postavljati pa videti, zdaj jih moram pa malo skrajšati, malo znižati in tako naprej. Program to dela namesto nas. Naredili so neke vrste inteligentno oblikovanje oziroma inteligenten izris, kjer znotraj tistih pravil, ki smo postavili, program poskuša najti optimalno rešitev za stopnice, ki bi jih radi naredili. Tako da, če imamo prehude zahteve, se pravi, da se stopnic, kot jih mi določimo v tlorisu, ne da izrisati, nam program ponudi, kakšne so pa variante, ki pa bi bile podobne, malce spremenjene, ampak podobne in se med njimi odločimo. Tako da je postopek modeliranja stopnic in ograj zdaj bistveno enostavnejši. To je zelo dobro slišati. Kot pravim, tisto prejšnje orodje, zdaj sem se spomnil, da je StairMaker. Tisto je bilo res, bom rekel po domače, kar nekaj. No. Sicer je naredil, prišel si do rezultata, ampak kakor si hotel malo zaviti stran od tega, kar je ponujal, bilo pa praktično nemogoče. No. Predvsem te višine, pa to so mene vedno motile, ko si mogel se zračunati. Tako da se veselim, bi rad preizkusil. Zdaj, če grem tu po točkah naprej, kar je Matevž pripravil, je naslednja točka, kar je neka res bistvena novost v tej novi verziji, je IFC referenciranje pa klasifikacija elementov. Kaj pa je tukaj novega? ArchiCAD oziroma pri Graphisoftu smo, kot ste že na začetku ugotavljali, da so v glavnem naši uporabniki arhitekti. Že dolga leta nazaj so se odločili, da ne bomo šli v to, da bi v en program trpali vse mogoče, kar bi tekom enega arhitekturnega, gradbenega projekta morali pač spadati v ta projekt.
Odločili so se, da delamo tisto, kar delamo dobro, se pravi, služimo arhitekturnemu projektiranju. Obstaja nekaj zunanjih modulov, kot je recimo za modeliranje strojnih inštalacij, za dodaten zunanji modul za armature, ampak osredotočamo se na arhitekturno projektiranje. In ker arhitekti morajo sodelovati z ostalimi strokami, jasno, in v tem skladu te OpenBIM iniciative, ki jo Graphisoft ravno tako podpira, moramo biti sposobni izmenjavati podatke med različnimi strokami. IFC je tukaj v zadnjih letih postal standard, ki nima nobenega tekmeca, tako da IFC je tukaj in bo tukaj ostal. Zdaj, težava pri uvozu IFC, recimo od strojnikov, statikov, konstrukterjev ali koga drugega, je bila pa predvsem v tem, da smo ta IFC nismo mogli uvoziti kot XREF, se pravi kot zunanjo povezano datoteko. Mogli smo ga ali spremeniti v ArchiCAD-ov format, se pravi uvoziti v en prazen ArchiCAD-ov file, ga shraniti kot ArchiCAD-ov projekt in ga potem referencirati, kar je pomenilo, da smo vedno, kadar smo dobili novo verzijo tega IFC-ja, cel postopek mogli ponavljati še enkrat. Ali pa druga možnost je bila pa, da smo enostavno z ukazom merge združili dva projekta, se pravi IFC smo uvozili v naš projekt in postal sestavni del tega projekta, kar je pa lahko zelo obremenil naš model, ker se celega IFC fajla ni dal enostavno izbrati, izključiti, narediti nevidnega in tako naprej. Tako da zdaj v 21, ki je novost v tem, da lahko zunanje referencirano datoteko obstaja tudi v IFC formatu, tako kot ArchiCAD-ovi fajli, kot DVG in tako naprej, se pravi XREF je lahko tudi IFC. Kar potem pomeni, da samo zamenjamo originalen fajl, IFC fajl z novo verzijo, kliknemo na update in na isto mesto z istim translatorjem, z vsem se nam bo v ArchiCAD-u prikazal pač nov IFC model. Zdaj, poleg tega, da se je to uvozil, da se je to spremenil pri uvozu IFC-ja, je tukaj še ena tista malenkost, ki sem jo na začetku omenil, da me je prijetno presenetila, ker dejansko nismo vedeli za to. ArchiCAD je imel že od nekdaj težavo, če te dve datoteki, ki smo jih uvažali, oziroma referencirali od zunaj, če stavbe v teh objektih niso imele enakih etažnih višin. To pri IFC-ju načeloma ne bi smel biti problem, ker pred začetkom nekega BIM projekta se morata arhitekt in strojnik in konstrukter se morajo uskladiti z etažnimi višinami, vsi morajo imeti enake etažne višine in enako izhodiščno točko, enako lokacijo, ker edino tako lahko potem sodelujejo. Drug način, ko pa arhitekt dela sam, pa želi recimo več enakih stavb ali pa različnih stavb razporediti po nekem nagnjenem terenu v nekem skupnem fajlu, skupni situaciji. Tukaj je bilo pa do zdaj vedno težava, ker če se te etažne višine med objekti niso ujemali ali pa če so bili objekti na različnih višinah, na različnih elevacijah, je bilo tukaj potrebnih kar nekaj trikov, da smo to vse skupaj spravili. No, zdaj od verzije 21 naprej to ne bo več problem, enostavno z enim gumbkom pri uvozu tega zunanjega fajla. Zanemarimo etažne višine v fajlu, ki prihaja, oziroma etažne višine ostanejo, samo niso vezane na etažne višine master fajla. Se pravi, lahko uvozimo objekte in jih enostavno postavimo na različne višine in zadeva je rešena. Kar pa se tiče klasifikacij, tukaj je pa zopet ena novost z razvojem BIM-a in z razvojem tega sodelovanja med različnimi strokami, je postalo zelo, zelo pomembno, da vsak udeleženec v tem procesu elemente, ki jih
sam pridoda k temu projektu, arhitekti pač zidove, plošče, stopnice, okna, vrata, pravilno klasificirajo. Klasifikacija pomeni, da nekemu elementu povemo neko njegovo funkcijo oziroma jih nekako združimo v neke logične sklope, ki se seveda potem, ko jo IFC datoteko prenesemo v nek drug program, jih naš sodelavec v tem drugem programu lahko zelo enostavno izbere oziroma vidi, kakšen je namen posameznega objekta v tem pač IFC fajlu. Na sami predstavitvi sem to pokazal s primerom, ko sem več objektov, ki so bili narejeni z različnimi orodji, nekateri kot nosilec, nekateri kot zid, nekateri kot knjižnični element, kot morf in tako naprej, sem vse dal v klasifikacijo temelji. Pravi, vse elemente sem zbral in sem rekel, te elementi pa zdaj pripadajo temeljem. Ta klasifikacija je jasno čisto odprta, lahko upišem kakršnokoli kombinacijo, ki jo želim in jo pač elementom dodam to klasifikacijo. In potem sem naredil kot primer zelo enostavno izbiranje elementov, ki pripadajo temeljem, in zelo enostavno se lahko naredi popis, kjer samo rečemo, naredi mi popis vseh elementov, ki so klasificirani kot temelji. Kot temelje oziroma kot izbiro v klasifikaciji lahko določim, katere lastnosti želim tem objektom dodati, se pravi požarno odpornost, zvočno izolativnost in tako naprej. Skratka, s pomočjo te klasifikacije imam moj projekt veliko bolj organiziran. Naj povem, da v tujini, predvsem Amerika in Anglija, imajo že svoje standarde, kar se tiče klasifikacije. Verjetno že marsikdo slišal za tako imenovane Omniclass, Uniclass, kar nekaj teh standardov, po katerih morajo biti elementi v projektih v teh državah klasificirani. No, v Evropi kakšnega skupnega standarda še ni, kaj šele v Sloveniji, ampak slej ko prej bo neka klasifikacija, ki bo obvezna. In s tem, ko smo zdaj te klasifikacije uvedli v ArchiCAD 21, smo na poti, da lahko prevzamemo katerokoli od teh ali obstoječih klasifikacij ali pa si kreiramo neko čisto svojo. Ja, vse to je v bistvu zelo pomembno, zaradi tega še posebej, če arhitekti delajo za tujino, kjer se te stvari zahtevajo, ne? Tako da so podprte te standardne klasifikacije. Tako je. Po defaultu pride z ArchiCAD 21 klasifikacija, ki se imenuje ArchiCAD 21, kjer so po nekaki logični strukturi razdeljeni te nivoji, vendar imamo možnost uvoziti poljubno klasifikacijo, ki je standardizirana kjerkoli na svetu. Zato so pri Graphisoftu naredili eno spletno stran, kjer se te klasifikacije zbirajo in enostavno iz programa samega dostopamo do te spletne strani, in če želimo Uniclass klasifikacijo, recimo, se enostavno na tej strani izberemo Uniclass, ga uvozimo v ArchiCAD in od takrat naprej imamo možnost elemente klasificirati po Uniclass klasifikaciji. Možno je klasificirati tudi po večjih hkrati, se pravi, v samem ArchiCAD fajlu imamo lahko več klasifikacij in vsak element klasificiramo po vsaki od njih. Se pravi, da če imamo različne namene, recimo s strojnikom imamo dogovorjeno eno klasifikacijo, uporabljamo to, za izmenjavo s kom drugim pa Uniclass, lahko vsak element klasificiramo po poljubnem številu, po poljubnih klasifikacijah. Ja, kar kliče po kakšnem avtomatskem prevajanju med različnimi klasifikacijami, ampak to bo najbrž verzija 23 imela, ne? Recimo. Ampak ena stvar glede IFC referenciranja me še zanima. Zdaj, ko vključaš to IFC datoteko kot XREF noter,
kaj se da oziroma kaj se ne da s temi IFC elementi delati znotraj ArchiCAD-a? Ja, tako, zdaj tipično, kadar govorimo o referenčnem modelu, se pravi, da IFC postavimo v naš projekt kot referenco. Kaj se da s temi objekti delati? Predvsem ne moramo jih spreminjati, dokler jih ne mergeamo v projekt, ampak kot smo rekli, to ni ravno najboljša rešitev, kajti arhitekt načeloma ne spreminja poteka strojnih inštalacij, ampak se morata s strojnikom uskladiti in jih strojnik potem popravi sam in vrne novo verzijo IFC-ja. Tako da objekti so vidni, lahko si jih jasno skrijemo, lahko jih prikažemo na poljubne načine. Ena od novosti, ki pa jih lahko delamo sedaj od ArchiCAD 21, je pa, da te elemente uporabimo pri preverjanju kolizij. Se pravi, zopet na tej predstavitvi sem naredil en tak primer, kjer sem od strojnika dobil strojne inštalacije in sem potem naredil preverjanje kolizij med arhitekturnim modelom in med tem, kar je prišlo od strojnika in dobil, kakor sta videla, ogromno kolizij, ki jih potem lahko označim, pošljem v formatu BCF strojniku, na skupnih sestankih se dogovarjamo, kdo bo zdaj kaj na tej težavi, na tem problemu naredil. Tako da to je glavni namen IFC-ja oziroma tega referenčnega modela, da preverjamo, ali model z druge stroke paše v naš arhitekturni model. No, še ena stvar okoli tega IFC-ja, no? Če lahko nek drug software pač zgenerira ta IFC, ki ga potem pač vključimo oziroma ga referenciramo v ArchiCAD-u. Kako je pa s temi, ki so globalnimi ID in ID v IFC-ju, če se te spremenijo, a to kakorkoli vpliva lahko negativno na to, da če imam jaz v ArchiCAD-u karkoli vezan na ta referenciran model, da se kaj stvari zgubi ta neka informacija ali kaj podobnega? Ne, načeloma vsak element v IFC-ju ima svoj nek unique ID in na to so vezane vse informacije, tako da tukaj do kakšnih izgub podatkov ne more priti. Ja, to že, da ima unique ID, ampak težave z IFC-jem pa temi ID so, da se spreminjajo se, no? Tudi če se znotraj modela uvozi neki podatki z drugo IFC-ja, se ti ID prepišejo. Sicer so unique, pa so v bistvu, kako se reče, unique, Matevž pomagi. Enoznačni ali pa enoznačni, hvala. So enoznačni, ampak se lahko tudi spremenijo, ne? In to je lahko pol težava, če bi nazaj uvažal kamor, pa kaj takega. Ampak verjetno to itak se ni nič spremenilo. Torej, zdaj tukaj kakšnih sprememb ni. Načeloma mi vedno, ko dobimo nov IFC file, v bistvu starega odklopimo od projekta in uvozimo novega. In pri referenčnem modelu, vsaj kar se ArchiCAD-a tiče, mi ne moremo, če bi delali recimo neke popise, jasno, bi tukaj prišlo do spremembe, ker je nek objekt nov. Imamo pa v ArchiCAD-u možnost, da primerjamo dva IFC-ja in med njima prikažemo tiste objekte, ki so bili recimo samo premaknjeni, se pravi, imajo fizično drugo lokacijo, tiste, ki so bili izbrisani in tiste, ki so novi v novem IFC-ju. Tako da tudi na ta način lahko dokaj enostavno vidimo, ker ko enkrat ta IFC file potuje od arhitekta k strojniku ali pa k konstrukterju in nazaj, je zelo težko slediti tem spremembam. No, ArchiCAD ima eno možnost, da primerja star IFC z novim IFC-jem in zelo grafično pokaže, zeleni objekti so tisti, ki so taki, kot so bili prej, se pravi nespremenjeni, modri so tisti, ki so se spremenili, rdeči so tisti, ki so zbrisani in tako da zelo veliko lažje vidimo,
kje je do sprememb na IFC-ju sploh prišlo. Jasno, ID so pa to, če je nekdo v svojem programu en steber zbriše in ga enakega nariše še enkrat, jasno, ta novi steber ima drug tisti unique ID in tukaj pa se drugače ne da. Ja, skratka, to je potem pač treba paziti in pri uvozu in jasno druge strojni, ki pač pripravlja ta recimo IFC za referenciranje, v bistvu mora vedeti, kaj počne. Ne? Očitno to ni bug, ampak je feature. Ampak to je pač feature IFC-ja, ki mislim, da oziroma pač vseh teh delov programov, ki generirajo IFC ven iz pač neke native kode, oziroma modela. In jasno, vem, da imajo pač in Archicad in Revit in vsi te imajo pač možnost, da se te globalni ID ohranjajo, drugače pa lahko konec konca tudi, če dvakrat zaporedoma izvozaš IFC, dobiš vsakeč z drugimi ID, ne? Medtem ko jasno geometrija je ta prava v obeh primerih, ne, je enaka. Ne? No, kakorkoli že, tole zdaj ne bomo rešili, imamo pa še eno zadevo in to je vizualizacija. Malo se vrnemo spet na arhitekte. Kako je pa z vizualizacijo? Mislim, da so ene par novosti glede renderiranja in vizualizacije različnih materialov in tako naprej. Ja, tako je. Tako kot že nekaj let v Archicadu je vključen Cine Render pogon. To je pogon, ki je privzet od sestrske firme Maxon, ki je avtor programa Cinema 4D. No, vsakič, ko v Cinemi 4D pride do novega renderja, se pravi, kakšnih izboljšav, potem naslednje leto z novo verzijo Archicada te spremembe najdejo pot tudi v Archicad. Tako da imamo zdaj posodobljen Cine Render pogon, ki je seveda malo hitrejši, malo boljši in vse pač kar pričakujemo od novih pogonov. Glavni lastnosti v 21-ki, kar se tiče Cine Renderja, pa sta dve. Eno je tako imenovan Parallax shader oziroma kanal Parallax pri oblikovanju, kreiranju tekstur in pa monokromatski render, ki sta obadva, oziroma ta monokromatski render je nadgrajen od prejšnjega, kjer smo imeli samo na izbiro barvo, s kakšno želimo renderirati ta enobarvni white model render. Zdaj lahko zbiramo poljubne barve, lahko povemo, da se nam bump mapping prikaže tudi na tem white model renderju. No, pri Parallax shaderju pa je pomembno to, da pri zelo bližnjih posnetkih, pri bližnjih renderjih, kjer delamo predvsem kakšne interierje, kjer imamo nek material, ki ima zelo razgibano površino, je do sedaj bila možnost ali da smo uporabili tako imenovani bump mapping, ki nam nekako simulira hrapavost površine, recimo fuge med ploščicami, fuge med opekami in tako naprej, ki pa je tak zelo hiter približek ta prave realnosti. Veliko bolj natančne rezultate smo dosegli, če smo uporabili kanal Displacement Map. Vendar slaba lastnost pri Displacement Mapu je pa, da zahteva zelo, zelo veliko časa oziroma veliko več procesorske moči. No, zdaj v Archicad 21 imamo pa tudi eno vmesno pot, to je Parallax shader, kjer bump mapping uporabimo za en kanal, ki nam naredi veliko bolj realističen to hrapavost površine, ne sicer tako kot displacement map, ki dejansko
premakne površino, da je potem tudi senca je zelo realistična, ampak vseeno veliko bolj bliže realnosti z zelo malenkostnim povečanjem časa renderiranja. Tako da tisti, ki bojo ta material oziroma ta kanal pri materialih uporabljali, bojo videli zelo bistven napredek pri svojih renderjih. Zdaj še ena stvar, kar se tiče vizualizacij, pa ne renderiranja, ampak samega dela v Archicadu, pa so tako imenovani 3D stili, kjer imamo zdaj možnost, da izgled, ki si ga na zaslonu nastavimo, recimo OpenGL z vključenimi sencami, s kakovostnimi teksturami, z obrobami robov in tako naprej, da si vsako od teh nastavitev shranimo kot nek 3D stil. In te 3D stile enostavno prilepimo zraven k 3D pogledom, tako da imamo lahko enkrat pogled monokromatski v samem 3D oknu, se pravi, tukaj ne govorimo o renderju, ampak med samim delom lahko preklapljamo med prikazom senc ali izklopljenimi sencami, med OpenGL in vektorskim prikazom, med monokromatskim pogledom in pač barvnim. Tako da imamo zdaj te možnosti lahko lepo shranjene, tistih nekaj pogledov, ki jih običajno uporabljamo in s enim samim klikom miške med njimi preklapljamo. Ja, v bistvu to v živo zgleda še bolj, kot si ti opisal. Ja, malo težko je takole opisati. Me kar srbi roka, da bi z miško malo pokazal, ampak smo samo audio. Tako da. Robi, si slišal? Ja, sem slišal, ampak ravno sem hotel reči, da si kar težko predstavljam, kaj vse je novo in sem se takoj spomnil, da bo Matej še imel kak komentar na to in sem pa zadržal za sebe. Ampak je bilo prepozno. Ja, res je. Namreč Robi je malo pripravljen na to, da bomo enkrat video podcast naredili glede tega, ampak dobro. Mogoče takrat, ko bo Archicad verzija 23. Mislim, da smo tele bistvene novosti obdelali. Morda sem še en komentar, pa Gorazd, mogoče sam beseda, pa še za konc glede tega. Moj komentar, ko sem bil na predstavitvi, se mi zdel, da je v bistvu zadeva zelo hitro dela. Bil sem kar majčkeno presenečen, tako mislim, da sem Robi tudi rekel, da sem bil kar ko imam v spominu, kako je včasih dela, kjer roko na srce ni bilo najhitrejš, ne? Ampak to, kot si ti pokazal, zadeva se mi zdi, da tudi na tistem tvojem računalniku, ki je bil laptop, se mi zdi, ne, je zadeva zelo lepo delala. Ja, zdaj takole, okrog hitrosti so vedno mnenja, bom rekel, deljena, kar je za nekoga hitro, je za nekoga zelo počasi. Kar se hardvera tiče, so zahteve Archicada 21 postale približno enake kot za verzijo 20. Tako da tukaj ni potreben nek strahovit hardver, jasno ne škodi, sploh kadar delamo velike projekte. Tudi tale moj prenosnik, ki sem ga imel na demonstraciji, ni, bom rekel, ravno najcenejši iz Hoferja za par 100 evrov, ampak vseeno celo premoženje pa tudi ne stane. Tako da, kar se hardvera tiče, je tako, recimo i7 procesor, minimalno 16 GB rama, grafično kartico, bolj priporočamo gamersko kartico, sploh, če se mislite kakorkoli lotevati virtualne resničnosti, se pravi predstavitev vaših projektov, kakšnih Oculus Rift očalih in tako naprej. O tem sicer na predstavitvi nismo nič govorili, ampak to je kar nekaj birojev, ki to dnevno uporablja že danes. Se pravi, gamerske kartice so načeloma malo cenejše, pa za Archicad skoraj bolj primerne kot tiste pro kartice, recimo Nvidia Quadro in tako naprej. Tako da,
kar se tega tiče, krog hardvera ni, rajši več rama, pa malo slabši procesor. Procesor mora imeti 4 jedra, ker drugače zadeva ne deluje tako hitro, kot je pri meni. Arhiket uporablja tako imenovani background processing, se pravi, da uporablja neizkoriščena jedra, ki jih trenutno ne uporabimo na računalniku oziroma v procesorju, zato da v ozadju že nekaj preračunava, se pripravlja na naš naslednji pogled. In to, če imamo dvojedrni procesor, je ta funkcija avtomatično izklopljena. Tam sta potem oba jedra rezervirana samo za Archiket funkcije, nič tega background processinga ni. Tako da, kar se tega tiče, ni bistvenih sprememb, mogoče samo to, da ne poskušate Archikeda inštalirati na Windows 7. Sicer bo delal, ampak je javljenih že ogromno težav s tem operacijskim sistemom, tako da, če imate le možnost, mislim, da se še vedno da iz Windows 7 brezplačno nadgraditi na Windows 10, tako da stare Windows počasi pozabite. Je pa tudi OpenGL doživel eno spremembo v Archikedu, tako da dejansko deluje tudi na istem hardveru 21, kar se 3D okna tiče, hitreje kot 20. Ok, lepo. Gorazd, mislim, da smo zaokrožili tele novice. Na vsak način lahko rečemo, da se pridejo pogledati k vam, oziroma si zadeva pogleda na spletu in prenesejo kakšne verzije, ki so dosegljive, ali pa vas kontaktirajo, ne? Če rabi kakšen demo in tako naprej. Tako je. Tukaj smo na voljo, če kdorkoli želi, lahko pride in nas obišče. Bomo program predstavili. Archiket se da prenesti brezplačno s spletne strani Graphisofta. Dobi se 30-dnevna brezplačna poskusna verzija. Za študente, profesorje in tako naprej so brezplačne študentske verzije, ki so tudi popolnoma enake tej komercialni verziji. Kar se tiče novosti, pa predlagam, če koga zanima, da se pregleda celotno zbirko teh YouTube tutorialov, ki jih Graphisoft v vsaki novi verziji vestno objavlja, tako da jih že čakate vsaj 50 kratkih tutorialčkov, ki to, kar sem jaz zdaj z besedami opisoval, nazorno v videih prikaže. Ok, super. Imamo sam še en del danes, preden končamo, to so priporočila. Gorazd, Robi, lahko imate kaj zapovedati? Vse tiho je bilo. Ne, jaz nimam danes nič počitniško razpoložen. V redu. Gorazd, povej. Jaz bi edino to zdaj jasno priporočam vsem, ki še niso zagrizeli v BIM okolje, da nemudoma začnejo o tem razmišljati. Se pravi, 2D risanje je mrtvo, BIM je tukaj in bo tukaj ostal. Kar bi še kot eno priporočilo tistim, ki pa so že vsaj delno na 3D, naslednja velika stvar po mojem, ki se nam bo dogajala v naslednjih letu, 2, je virtualna resničnost in zdaj sem že pozabil, kako se po slovensko reče, augmented reality, se pravi to, kar dela Microsoft. Razširjena resničnost. Torej, ti dve področji sta po mojem tisto, kar bo naslednje next big thing v BIM projektiranju. Tako da dajte si pogledati Oculus Rift, HTC Vive, Microsoft HoloLens in aplikacije tega v arhitekturi so preprosto izjemne. No, vsekakor priporočila, ki ga je vredno upoštevati. No, vmes, ko boste virtualno se sprehajali po arhitekturnih čudesih, lahko zraven še eno audio knjigo poslušate. No, to je pa moje priporočilo in zdaj poletni čas. Naslednje leto so naslednje leto že? Ne 12, 16, ne 20 so šele olimpijske igre, ampak kakorkoli že. Knjiga, ki sem jo pripravil za vas danes kot priporočilo, je
knjiga, ki opisuje nekako življenjsko pot Michaela Phelpsa. Veste, kdo to je, v bistvu skratka največkrat odlikovan, največ zlatih medalj na olimpijskih igrah, plavalec ameriški. No in knjiga res tako prijetno počitniško branje. Ali poslušanje, karkoli vam je ljubše. Smo pri koncu, Gorazd, morda predno res končamo, samo še kje te poslušalci lahko kontaktirajo za dodatne informacije. Torej, karkoli koga zanima, najprej gre seveda na našo spletno stran www.pilon.si. Tam gor so tudi vsi naši maili, vsi naši telefoni. Če želi, da doseže vse v našem podjetju, je mail enostaven info@pilon.si. Tukaj bomo cele počitnice, če ne jaz, pa kdorkoli drugim bomo z veseljem odgovorili, kaj predstavili, kaj pomagali, tako da. No, hvala. Robi? No, če bo komu dolg čas, čez poletje, mi lahko piše na robert@klinc.net, pa tudi če komu ne bo, pa bi me rad kaj vprašal, vabljen. Če pa ima kdo Twitter, pa bi me rad tam kaj kontaktirajo, pa @robertklinc. Hvala, Robi. Skratka, mene še najlažje na spletni strani matevždolenc.com, kjer so vse te stvari napisane, ki jih je že Gorazd omenjal, od telefonov, mailov in podobnih stvari. No, telefon mogoče res ne, ampak vseeno. BIM pogovori pa še vedno na spletu, Facebooku, Twitterju, po novem YouTubeu. Enkrat že želim, da jasno, da bo tam ta prav video, ne sam taka lepa nalepka. Ampak vseeno, lahko se tudi na YouTube kanal BIM pogovori naročite. No, v bistvu smo pri koncu. Gorazd, najlepše hvala, da si vzel čas in povedal, predstavil te bistvene spremembe ali pa novosti v novi verziji ArchiCAD 21. Tako da še enkrat hvala lepa. In s tem smo tudi končali. Hvala za povabilo in do naslednjič. No, skratka, slišimo se, če ne prej pri 22, ne? Skratka, Gorazd, Robi. Adijo. Adijo. Adijo.